Sanja Lončar pa nam bo v naslednjih minutah povedala vse o zdravilnosti kopriv. Tudi to, kako jih lahko pripravimo za odličen in zdrav obrok. Koprive so zagotovo najboljše superživilo, ki raste na naših krajih, in če zares rabimo hitro, veliko pospravljanje v telesu, hitro obnovo energije, malo noter reorganizirati dogajanje v krvi, dobiti več železa in vsega ostalega, kar telo potrebuje, potem so koprive brez alternative med vsem, kar raste okrog nas. Ampak tle se zna malo zaplesti. Prvo je res, morate najti rastišče, ki ni sporno, torej ne želimo koprive, ki rastejo na gnojnicah, tam, kjer so mogoče tudi ostanki antibiotikov in podobno. Po drugi strani pa koprive ne prenesejo hitrosti. Če bomo mi pojedli naenkrat kot obliko koprivove spinače, denimo vse, kar je tle v košarici, to je približno 250 gramov do 300, edini učinek bo, da vas bo prepucalo po domače, torej pregnalo vas bo, res je, bo očistilo črevesje, ampak v vaši krvni sliki, delovanju jeter, delovanju vseh ostalih organov se pa ne bo bog ve kaj spremenilo. Če mi želimo, da kopriva zares nekaj spremeni v telesu, potem je kontinuiteta in frekvenca, s katero jo uživamo, veliko, veliko bolj pomembna od količine. To je res ena taka metafizika zeliščarstva. Vse, kar je v tej košarici, je zlata vredno, vendar morate to razvleči na nekaj tednov in po možnosti uživati koprive večkrat na dan. Poglejmo, kako bomo pripravili koprive, da zares naredijo največ za naše zdravje. Dnevna doza sta lahko že 2 vršička, to je 2 do 3 grame. In če to ponovimo 2-krat na dan in če vztrajamo 3 do 4 tedne, se bodo zares zgodili čudeži v telesu. Kako zdaj to zaužiti? Dario Cortese bi rekel, lahko samo tako, jih malo pobožamo, pa jih požvečimo. Meni je ta metoda, kljub temu, da znam božati koprive, še vedno majčkeno preveč in vam priporočam, da si potem na hitro s svežimi koprivami naredite en takav eliksirček. Za tako majhno količino je res škoda pacati sokovnika in ga potem prati. To se vse da narediti v možnarju in to tako, da evo, na hitrco koprive smo malo narezali in zdaj jih bomo malo pognetli. Vse skupaj imate 30 sekund dela. Zelo dobro je to zaliti z izvirsko vodo ali filtrirano vodo, ker v vodi, ki je malo bolj mehka, se bodo tudi vse te učinkovine iz soka veliko lepše izlužile. Torej, hkrati bomo oprali naš možnar. In voilà, boste videli, kako preprosto pridemo do soka. Poglejte, za železno kri. Poglejte, kakšna čudovita, lepa barva je to. In boste videli, če boste to delali, tudi okus je veliko, veliko boljši, kot da si koprivo v čaj kuhate, pa tudi več boste ohranili, ker tle govorimo zdaj o presnem soku. Ta vas tudi ne bo napenjal. Zdaj pa, če vam slučajno to ni pogodu, lahko tudi tle dodamo še kakšen sok, recimo kakšno jagodičje, borovnice so odlično kompatibilni. Kaj pa, če nimamo časa, da to počnemo 3-krat na dan, če je služba taka, da smo preveč leteči, da ne morete packati preveč, potem je najbližji približek temu, oziroma zelo dobra rešitev, uporabiti sok, ki je sveže stisnjen in liofiliziran. Torej, ni nujno, da bi ga uživali prav v obliki kapsul, lahko, ampak še boljša zadeva je, ali to raztopimo v vodi, ali raztopimo recimo v borovničevem soku, to je res za železno kri, odlična rešitev. Pazite, da pri koprivah čim manj uporabljate železo, torej steklo, kamen, les, to kopriva ima rada. Železo pustite raje pri miru in evo, to je zelo poživljajoči napitek, boste videli, ki lahko zamenja marsikatero kavico. Naslednja možnost, spet, bodimo izvirni, ker 3-krat na dan bi bilo to lepo zaužiti, če hočemo res močno vplivati na dogajanje v telesu.
En od odličnih načinov je koprive dati v kakšen jogurt. Lahko date tudi sadni, še boljše je, da ne. Torej, v jogurte lahko damo malo liofiliziranega praha soka, da se res, kot boste videli, zelo lepo raztopi in čisto nič ni moteč, okus je tudi čisto dober. Ta jogurt lahko pojemo kot jogurt, dodamo ga v kakšno juhico, dodamo ga v kakšno rižotko, dodamo še malo kisa in olja in uporabimo kot polivko. Torej, sploh ni problem najti način, da 3-krat na dan ta kopriva pride tam, kjer je namenjena. Če nimate prav liofiliziranega soka, lahko uporabite tudi kakovostno posušene koprive. Kakovostno posušen list, poglejte, izgleda tako, kot da bi ga res otrgal, ne sme biti črn. In če takega imate in ga lahko zdrobite v prah, ga lahko uporabite na podoben način. Učinek ni čisto enak, ampak je približek dober. Torej, imejmo v mislih, da če hočemo učinke koprive, potem poskrbimo, da nam 3-krat na dan zašepeta to, kar kopriva zna. Torej, ne gre toliko za snovi, gre za to, da kopriva nauči naše telo, kako ravnati z železom, magnezijem, silicijem in drugimi snovmi. In to je tisti čudež, ki se zgodi, če vztrajate nekaj tednov.